Kdo, drage poslušalke in poslušalci, ne pozna življenjske zgodbe gospoda Izidorja Bubniča? Ja. Vse življenje je bil namreč šofer, a to ne navaden šofer, ampak šofer, da tako rečem, zgodovine. Lahko mirno rečemo torej, da je gospod Bubnič naš zgodovinski spomin. Je tako, gospod Bubnič? Se ne spomnim. No, življenjska pot je gospoda Bubniča peljala na razne konce sveta. Orka se orno. Ja. Jaz sem vozil prve avtomobile nasploh in sem imel priliko biti na Dunaju. Ja. In ko me je Franc Jožef der Erste videl, kako sem spreten šofer, me je bil takoj vzljubil in me vzel za šebnega šoferja za relacijo Schönbrunn-Salzburg. Gospod Bubnič, koliko časa pa ste ostali v službi pri njegovem veličanstvu? Meine Kaiser und König me je enkrat vprašal, kaj mislim od Bosancev. Bosancev. On je rekel, was so viele bosanische Volksgerichte. Vas je vprašal. Ne, rekel, ne. Jaz sem rekel, da je moj bratski narod, da je fajn, ne. Seveda. Je rekel, on verflufnega mol mi je rekel, ma kako bratski, če so mi ubili Ferdinanda, ne. In kaj se je zgodilo? In verjetno je bil tudi to razlog njegovega besa, da me je iz Schönbrunna poslal takoj v Galicijo, v prvo linijo, to šta me je poslal, Gospod Bubnič. odkjer sem jo pa jaz bil takoj odsvrl k bratom Rusom, ki so postali bratje Sovjeti kasneje. Sem se bil pridružil bolševiški revoluciji in nekega lepega jutra sem spoznal Ladita. Katerega Ladita? Vladimirja Ilića. Lenina mislite. Ja. To ste mi sicer pravili, ne? Da ste spoznali Lenina, da ste bili celo njegov osebni šofer. Sem vozil en Citroen 136, ki so zaplenili družini Romanov. Proti stari Josip Visarionovič in vece je bil strašno osoren človek. Mislite na Stalina, ne? Ker sem ga spoznal. Ja. Tudi zato, ker je forte maltratiral avtomobile. Kako mislite, maltratiral? Tako je delal slabo se z mašinami, je zmeraj dajal predstavo, marčo po slovensko, brez fricciona po nemško. Brez klopke. Ja, tako na forco. Horka, vidiš, vojni bil tisti, ki je uničaval vse avto od proletariata. Ja. Skratka, slab šofer. Ker takrat v Trstu videli. Ja, kaj? Sem ga vozil. Je bil tudi videli slab šofer. Horka, isti karakter, vse na forco. In več se njegov antagonist, Branko Babič, vse na lahko. Vse na lahko, vse pa je v boljši šofer. Ja, ma ne šel nekamor, ker je imel ročno bremzo zmeraj potegnjeno. Tašni so bili cajti, kar umijo. No, gospod Bubnič, potem ste srečali še veliko znamenitih ljudi. V Afriki ste postali Romelov šofer, pa tudi Montgomeryja ste prevažali naokrog, pa na vse zadnje tudi maršala Tita. In po vojni, kot ste mi pravili, ste tu v Trstu bili še vedno šofer Raceta, Palčiča, Samse, Svetine, Cupota, Kučana, Peterleta, Škofa, Šuštarja. Ja, prav je tragično. Kaj je tragično? Ja, 96, koliko let imam? 96 ste rekli, da jih imate. 69. Ne, 96, vsaj vi ste meni tako rekli, gospod. Imam 96 let in sem še vedno prisiljen biti šofer. Nobeden od teh velikih zgodovinskih ptičev mi ni plažal niti enega kontributa ali slovensko rečeno socialne dajatve. Se pravi, nimate nič. Praktično nemam en kurc penzije. Samo ker moram pa povedati, da sem objektivističen. Samo maršal Ala Muvera je bil jako gospodski
Džentelmenski z mano. Gospod Bubnič, veseli me, tako da omenjate našega maršala, ki ga nekateri vse bolj devajo v nič. Vi ste bili, kot sami pripovedujete, njegov dolgoletni prijatelj in celo oseben šofer še iz časov NOB-ja, ne? Kaj? Iz časov narodno-osvobodilne borbe. Ne? Vi ste rekel NOB-ja? Ja, iz časov NOB-ja, z narodno-osvobodilne boje. Ma je ne več tega zdaj. Ne, takrat, pred tolikimi 40 in več leti. Je zdaj kaj je, veste? Zdaj je druga vojna, ni več narodno-osvobodilna, zdaj je drugačna vojna na Balkanu. Se malo razgrabil, se stari. Malo ste se skubili, gospod Bubnič. 74. leta smo bili na Brionih, na otoku Vanga. Ja, na Brionih. Jaz in Juan, sama. Ja, no. Ne, maršal, ne? Ja, vidva sama. Ja. Am večer mi reče maršal, Bubniče, hočeš ti, da se mi malo zabavamo, ne? Zabavati. Pa hrvaško, ne? Ja. Jaz sem rekel, kaj češ, da pokličemo Kardelja? On je rekel, ma pusti ti Kardelja, neka on piše o samoupravljanju, ne? In je rekel, idi ti lepo v Puljo, je poslal v Puljo. V Puljo vas je poslal, ja? In prinesi ali donesi dve fejst njemački, čakaj, ko je rekel? Kaj je rekel? Pitki. Pitki, ne? Ne vem, ali je bila njemačka pitka ali pipka. Dve nemški turistki, kaj? In sem jo pripeljal. Eni je bilo ime Ingrid, oni drugi je bila Helga. In ti to reče, ko jo želiš? Jaz sem rekel, tista, ki zna boljše jehati briško in tršeti. No, gospod Bubnič, za katero ste se vi odločili? Za Ingrid ali za Helgo? Sam ne spomnim, da je prav točno, katera je bila. Tam je bila biondačo, dolge noge, je bila kot Džemela Kešler je bila. In polje je imela nekaj. Nekaj, kaj? Pa se ne spomnim zdaj. Kaj je imela? Nekaj, kar jaz ne imam, ali je manjkalo njej. Manjkalo. Skratka, je imel en defekt. No, in gliho je bilo to najlepše, ne znam sicer točno, kaj je bilo to najlepše. Ma je bilo, ne? Ma nekaj je bilo. Nekaj je bilo. Je pristal na ploščadi Brionske rezidence helikopter JNA in kaj napreda v Jovanka. Ojoj. Je rekel Tito, je rekel ojoj. Jovanka. Je prišel hitro, ven se slabe jemo medande dolge, se sflanele jemo. Možda meseca, se misliš, šarka. Je bilo malo toplo. Jemo prišito Srbo in kladivo. Ali Srb in kladivo. Srb, ne Srb. Ali bo Srb in kladivo. Srb. Mi je rekel, Bubnič mi je rekel, vzmi ti još ovo njemačko pitko. Pitko. In je šel volje pozdravi Jovanko. No, gospod Bubnič, kljub vsemu se mi zdi, da ste vendarle preživeli tako 2 lepi urici na Brionih, kar je nedvomno redek privilegij, in to kar z 2. Ja, sta bile, strašne sta bile. So bile prav 2 titomanke so bile. Mislite, nimfomanke ali kaj? Ni bilo njega konca, ni bilo. Dokler ju nisem ponovno odpeljal v Puljo na ogled arene in jima rekel, Eko, stojimo pred areno življenja. Areno življenja. Ja, ta 2 čeka pa ta Mark, tako so bile za... Sta bili vredni. Ne sta bili vredni, sta prav zahtevali. So zahtevne te Nemčije. Iz zakladnice slovenske ljudske pesmi Spet v šolo treba iti. Začni metod. Spet v šolo treba iti, na klopek si trga tretji. Kaj te šole treba je, naj že enkrat kdo pove. Oj šolo, zdaj gremo, oj šolo, zdaj gremo, oj šolo, veseljo. Smo roke na klop dajali, se od straha hlačo slali. Učitelj gleda nas je prav grdo, nam čik ugašal nad glavo. Oj šolo, zdaj gremo, oj šolo, zdaj gremo, oj šolo, veseljo. Smo šolo vendar dokončali, v življenju so nas predspehali,
Študirali smo fort na fort, še danes ne znamo prav en korc. Oj, šolo, zdaj gremo, oj, šolo. Oprosti, ma koliko let že čakamo svoje pravice? Abbiamo pazientato 40 anni, ora basta!